Žal nam je, imeli smo veliko priložnost, malo smo mogoče preveč respektirali, mogoče padli malo pod vtis te divne publike, ko je bila tule polna dvorana, to je za 3-4 igralcev nekaj novega. Ampak mislim, da smo v drugem polčasu odigrali res tako zelo spodobno predstavo, ampak nažalost par napak preveč in je proti taki izkušeni ekipi to preveč. Tako ste sami rekli, v drugem polčasu ste Celjane kar nekajkrat ujeli, so morda fantje včasih malce prehitro zaključili kakšen napad? Ja, tudi, ja, se to te ponese, pol euforija, malo tista želja, pa preveč tehnični napak v eni tisti fazi, v kateri smo Celjane ujeli, pa smo imeli 3 napade, ki jih nismo izkoristili, da bi šli v prednost mi, tako da tisti del je bilo mogoče odločilni. Tam smo nekako jih imeli, nismo izkoristili te priložnosti in seveda tako izkušena ekipa tu kaznuje in na koncu pač realna slika in pa zaslužena zmaga Celja. Ja, prvo, kar je zelo pomembno, jaz sem zelo vesel, da je bil tule v Mariboru en velik rokometni dogodek. Jaz mislim, da velika mesta, kot je Maribor, vsekakor mora imeti rokomet. Včasih so dejali, da je rokomet šport vasi, vendar Nemci so to zadevo obrnili na glavo in te male vasi igrajo sedaj v velikih mestih. Jaz upam, da bo tudi Maribor ustrajal na tej poti. Mi smo se zavedali, da je Maribor ekipa novinec, ki zna kvalitetno igrati rokomet, ki ima visok ritem, ki ima odlično, bom rekel, odlične strokovnjake na klopi, ki so zelo samozavestni po tem, kar so naredili v letošnji sezoni in zavedali smo se, da bo zelo težka tekma. Vendar jaz sem vesel, da so moji, v narekovajih starejši igralci, držali nekateri praktično 60 minut in so se kosali z vsemi mlajšimi, na koncu tudi zasluženo zmagali. Dejstvo je, da je bilo v veliki meri malo preveč nediscipline v naši igri, kar je bila posledica mogoče tega tudi, da je domačin pritiskal ves čas menjavo obrambe, tako da nažalost mi prednost, ki smo jo skozi smeli, nismo povečevali, ampak se je Maribor približal. Vendar na koncu znova izkušnja in kvaliteta naših igralcev je odločila zelo kvalitetno tekmo in vse čestitke Mariboru za današnjo predstavo. Vasja, kaj reči po takšni tekmi? Malo je zmanjkalo, vsaj za točko. Ja, zmanjkalo nam je tiste koncentracije, katere smo imeli skozi vso tekmo, skozi večji del tekme, tako bom rekel, in za eno vrhunsko ekipo, ko je Celje, moraš biti zbran vseh 60 minut in se pravi, mi smo imeli svojo šanso in bi v manjšem številu tehničnih napak lahko iztržili tudi kaj več, vendar na koncu se je pač tako izteklo in jaz čestitam Celjanom. Dosedanji rezultati kažejo, da kljub temu porazu proti Celju, da ste vseeno, da dobro igrate, imate dobre rezultate, kljub temu, da ste novinec. Za zdaj se je že nekako izoblikovalo tisto jedro, bom rekel, ekip, ki tvorijo vrh. Se vam zdi, da lahko Maribor ostane vsaj tam pod vrhom? Ja, jaz pravim, vse je odvisno od nas. Pokazali smo, da lahko se kosamo tudi z največjimi, tako da jaz ne vidim razloga, zakaj ne. Če bomo tako igrali čez celo sezon, koliko smo ta uvod, jaz mislim, da je čisto ravno, da računamo vrstitev nekje pod vrh, kar bi bilo za prvo sezono v prvi ligi izjemno. Renato, čestitke najprej za zmago. Ste pričakovali tako težko tekmo tukaj v Mariboru? Vsekakor smo pričakovali, kajti Maribor ima dobro ekipo, v bistvu ima svojo ekipo, bom rekel, igrajo zelo lep, atraktivno rokomet, zelo hiter in sigurno, da doma tak spektakl, ko je bil toliko gledalcev, sigurno sem pričakoval težko tekmo. Vendar moram povedati, da mi smo res naredili veliko napak takrat, ko se je lomila tekma, se pravi, da bi lahko tekmo zlomili šli na 5-6 golov, vendar smo vedno dovolili domačinom, da se je približali vedno, ko je na koncu gol za gol, vedno prevladale naše izkušnje, kajti to leto smo že dvakrat za en gol zmagali, to je zdaj tretjič in ekipa s tem raste, to je zelo pozitivno za ekipo, dobiva samozavest in jaz bi čestital tudi domačinom za lepo prikazano igro in seveda moji ekipi za te 2 točki, zelo pomembni.